Takole zdaj, kolega in kolegica. Naša naloga je, da sestavimo program za, bom rekla, udeležence v okviru seminarjev, ki bo izveden v 3-4 nadaljevanjih skupaj z Verlag Das Hofer. Zbornica davčnih svetovalcev bo nosilec programske usmeritve, stroke in pa dejansko na koncu tudi, bom rekla, kot mi, kot predavatelji, na koncu tudi izpraševalci in pa reševalci njihovih orehov, ki jih imajo pri svojem poslovanju. Ciljna skupina ne bi bili računovodji, računovodski servisi, knjigovodji, mlajši, starejši, pač tisto, kar ugotavljava Biserka v praksi, da imajo težave pri poznavanju konkretnejših določb z davčnega področja. Ti si zadnjič omenil, da kaj direktorji želite? Tako, opažamo gotovo, in to kaže tudi poslovna praksa, da eno od največjih poslovnih tveganj v podjetju je prav tako, je torej prav davčno tveganje in pomanjkanje znanja na tem področju bistveno doprinaša, torej da so ta tveganja v podjetju bistveno in preveč izražena. Ta namen seveda se tudi poslovodstva in vodstva družb morajo zavedati, da zaposleni morajo pridobiti to vrstno znanje, ne samo tista, ki jih pridobijo v okviru visokošolskih študij, ampak tudi takšnih certificiranih programov, ki jih tudi sedaj pripravlja družba Verlag Das Hofer. Tako da v tem sklopu mislimo, da bomo v 3 srečanjih res lahko izredno celovito, torej ne na kratko, ampak res celovito predstavili celotno vsebino zakona o dohodnini in tudi davčne prakse v tem zvezi. Predlagam pa, da sedaj nekako predstavimo tudi, kako si bodo tudi te naše teme sledile. Pričela boš z uvodom. Ja, pričela bi jaz mogoče, da bi dejansko, da bi razdelili v te del. Jaz bi pokrila osnove, mogoče dohodki iz dejavnosti, Biserka vse dohodki zaposlitve, vendar ne pozabi socialne prispevke, to se pravi tudi 18. zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ti pa bi pokril vse kapitalske oziroma vse pasivne dohodke iz kapitala, tako je, in druge pasivne dohodke. Ker jaz bi tudi štartala tako, da predstavimo osnovo v vsakem področju. Strukturo cele dohodnine predstavimo, ampak dejansko, da vsi, ki bi izvajali to, neko delamo, da rečemo najprej osnovo, opolnimo, osvežimo osnovo, na to pa jih opozorimo na podrobnosti, novosti in pa seveda, bom rekla, na tiste trše orehe. Predlagam celo sami to, da povabimo udeležence, da rešujejo sami, aktivno sodelujo, tako kot si rekla, da sami prinesejo, bom rekla, odprta vprašanja, ali pa že tudi mogoče dileme, rešitve, ki jih potem mi potrditev, če so v redu rešili. In to bi lahko upoštevali potem tudi kot preizkus znanja, koliko je posamezni preizkušeni poznavalec aktivno sodeloval in pa dejansko za pridobitev certifikata, ki mu ga bomo potem nekaj dali. Vsekakor se strinjam s tem, da mogoče se zdaj predstavimo, to se pravi, osnovo bi pričela jaz, strukturo dohodnine, bi jim predstavila, bom rekla, tudi kaj rezidentstvo, nerezidentstvo, opozorila na sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja, kaj se pripravlja, potem na samo strukturo, bom rekla, načina obdavčitve samih dohodkov iz zaposlitve, mogoče povezala tudi z drugimi zakoni, kot je zakon o dedičini in darila, kajti pri drugih dohodkih je veliko problemov. In pa mogoče predvsem omejila sedaj, glede na to, da je tako velika brezposelnost, da se mladi odločajo predvsem za samostojno pot, na samozaposlitev in pa mogoče na tiste pasti ugodnosti, kaj jih prinaša to področje. Potem drugo tematiko bi pa ti predstavila, bi pa kaj dala. V dohodnini se osredotočila večinoma na dohodek iz zaposlitve, kjer bi predstavila specifično obračun plač v letu 2014, ker imamo s 1. februarjem ogromno novosti, prav tako veliko novosti, kar tiče obračun honorarjev, podjemnih pogodb, začasnega občasnega dela, na zdravstvenem zavarovanju ter zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Tako da bi vse te vprašanja v zvezi s to tematiko obdavčitev fizičnih oseb obdelali v tem poglavju. Pa bi pa Dejan
V sklepnem delu oziroma na tretjem srečanju bi pa jaz potem predstavil torej tako imenovane pasivne dohodke Zakona o dohodnini, ne, kjer gre za prenose premoženjskih pravic in pa predvsem bi se usmeril na dohodke iz kapitala. Ne. Tukaj ne bom pozabil torej na razne poslovne dogodke, prodaje družb, prodaje poslovnih deležev, prodaje deležev oziroma ze strani družbe same za namen pridobitve lastnega deleža, kar so zelo pogosti poslovni dogodki v družbi. Se pravi, in seveda se mi kot izvajalci zavezujemo, torej, da bomo pri vsakem teoretičnem oziroma zakonskem fenomenu, ki ga bomo obdelali, bomo podprli tudi z primeri in pa tudi na podlagi case studies, tudi, da bodo udeleženci sami reševali primere in tako pridobili tudi torej ta res praktična aplikativna znanja. Ne posmemo pozabiti tudi na tako imenovano kategorijo drugih dohodkov, torej zadnje vrste dohodkov po zakonu o dohodnini, kjer so tudi lahko torej določene problematiko, pa tudi dohodke prostovoljcev, dohodke v društvih in drugih nepridobitnih organizacijah in način tega izplačila. Ne? Tako da jaz mislim, da bomo na ta način celovito zaokrožili. No, mogoče bi še poudarili to, da dejansko brez predstavitve tematike dohodnine ne moremo, brez da ne bi povezali to z določeno zakonsko podlago, ki jo imamo v zakonu o davčnem postopku, kajti ta zadnji del zakona vedno poudarjamo, da obračun pravilnost, pravočasnost, strokovnost in pa seveda tisto pozornost, ki jo morajo imeti plačniki davka, predvsem pravne osebe, ki izplačujejo dohodke fizičnim osebam. Pa tudi na vse sankcije, ki pritičajo, vkolikor ne izpolnjujemo davčnih obveznosti. Ne bi jih jaz pozila sankcijami, no, dajmo, bodimo pozitivni, da se nam bodo pridružili. Na to še, da v mojih preventivnih pregledih ugotavljam ogromen napačnih obračunov dohodkov fizičnim osebam in bi jih to ravno v teh ugotovitvah, kar ugotavljamo v preventivnih pregledih. Potem imam pa jaz problem kot davčna svetovalka, ko rešujem pa delam pripombe v davčno-inšpekcijskih nadzorih. Tako da svetujemo, predlagamo, da se pridružite in da se pridružite.